Ojla, čau, sem vaša plaznik iz Žarka sreče in evo, danes bom govorila spet, o stresu. Kako to, da spet? Ja, v kakšnem času živimo? Stresa je, kolikor hočemo. Ga imamo non-stop, ali se zavedamo ali ne. Naša telesa so konstantno podvržena stresnim situacijam, moramo hiteti, moramo noreti, treba zdaj, treba takoj, je bilo treba že včeraj. In problem je v tem, da ko se v telesu aktivirajo hormoni stresa, rabi telo približno 8 ur, da te hormone, ki so se sprožili, spuca od strani. Torej, 8 ur, ko se aktivirajo hormoni stresa, rabi naše telo, da to spuca. In zdaj malo pomisli, kako pogosto tekom dneva doživiš situacije, kjer se ti zgodi nekaj stresnega, kjer noriš, kjer hitiš, kjer dogaja, ne? Ja, in lahko začnemo dan, že zjutraj. Ne vem, ne moreš iti na WC takrat, ko hočeš, ojoj, kje bom šla, kaj se bo zgodilo. Stres, torej to je bilo lahko, ne vem, ob 7 zjutraj, zdaj računaj 8 ur, do 3 se bo to pucalo. Ampak to ni dovolj, greš ven, nekaj se zgodi z avtom, ali mogoče na poti, parking. To pomeni, ok, nov stres, čez 8 ur se bo spucal. Pa dajmo reči, bila, ne vem, 7:30, to pomeni, do 3:30 se bo ta stres pucal. S tem, da se puca tudi prej od 7 zjutraj, ne, ki nisi mogla kakati. Govorim življenjske stvari, ja, ni da kino, ok. Pa gremo dalje. Pa prideš na delovno mesto, pa ne vem, nekaj si pozabil včeraj, nekaj se dogaja, sodelavec nekaj reče, poslovni partner nekaj reče, šef nekaj reče, nov stres. Ob 8:30 se je zgodilo, čakaj 4:30 bojo te hormoni stresa šli stran. In tako tekom celega dneva. In pol prideš domov, imaš familijo, imaš otroke, imaš živali doma, nekaj se dogaja. In dejansko naše telo konstantno proizvaja hormone stresa. In konstantno smo v procesu, telo proizvaja, telo puca in smo v začaranem krogu. Ko oni hrčki, ki jim daš tisto kolo in oni grejo gor in lahko, tečejo, cel dan, ful se jim zdi, tečem. Ma ne grejo nikamor, so vedno v ovni kletki, na tistem kolesu se vrtijo in je vedno isto. Ne moreš rešiti situacije. Tako da, 10 let nazaj sem prejela informacijo za te barse in sem šla na delavnico skupaj z Jadranom in takrat smo še hčerko vzeli sabo. In od takrat, ko sem prvič na svojem telesu prejela barse, sem gotovila, kaj tako hitro je možno dati to stran. Sploh nisem vedela, da sem v stresu. Do takrat, dokler nisem dejansko resnično spustila stran vse te hormone stresa, do takrat sploh nisem vedela, da sem bila v stresu, da je moje telo to doživljalo. Jaz sem mislila, da je pač tisto stanje, ki sem ga imela, da je to normalno. Tako da, kaj bi bilo potrebno, dragi moji, da malček analizirate svoje življenje in da vidite, koliko ste resnično sproščeni, koliko samo mislite, da ste sproščeni in si malo pogledali, kaj bi delovalo za vas. Meni recimo so barsi res top. Tudi znanstveno je dokazano, ogromno raziskav, to je že ful let. Ampak tudi če barsi niso za vas, namen tega videa je, dajte pogledati, koliko dejansko stresa doživljate, koliko ste v tem in kaj bi delovalo za vas. Kaj bi vam pomagalo, kaj bi vam omogočilo. Če vas pritegnejo barsi, super, lahko pridete, lahko individualno seanso, lahko delavnico, lahko imate soseda, ki zna, pa zmenite se, kaj bi bilo potrebno, da jih preizkusite, Ampak, če vas to ne potegne, dajte si najdete nekaj, kar resnično deluje, nekaj, kar vas res sprosti, kjer res se hormoni stresa kar čudežno, magično odmaknejo in da začnete živeti bolj sproščeno in bolj lahkotno. Življenje je v resnici ful lepo. In tudi, ko se dogajajo stvari, če ti v bistvu sproti hitro to spucaš, sploh potem ne zapadeš, nisi na tistem kolesu, ko miška, hrček, kaj sem prej rekla. Ampak izstopiš in greš mogoče na novo kolo, greš na hribček, greš kam drugam in doživljaš vedno nove stvari, je lahko bolj zabavno, bolj lahkotno, ma lepo je, no, tako da. Evo, upam, da vam je bil ta video doprinos, dajte si pogledati, dajte analizirati, dajte malo pri sebi videti, kaj je tisto, kjer vas bolj spravi v stres, kaj je tisto, kjer vas sprosti in kaj bi bilo potrebno, da izbirate več tega, kar vas sprosti. Ajde, čau.